Med svoje prioritete si je postavil 3 cilje. Verjamem, da so ti cilji tako pomembni tudi za tiste, ki jih danes ni v dvorani, da bojo še kako zaznamovali delo ne samo policije, ne samo notranjega ministrstva, ampak celotne države. Na prvo mesto je podal boj proti korupciji. In boj proti korupciji je tisto, kar napovedujemo z notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem kot cela vlada. Ko govorimo o korupciji, ne mislimo samo na tisto, kar se danes govori v javnosti, in to je največkrat na tapeti zdravstvo. Največkrat so na tapeti posli z zdravstveno opremo med covidom. Ne, ko govorimo o korupciji vsesplošni, ki se je žal razmahnila v zadnjem času toliko bolj. Slovenija neslavno pada na tej lestvici držav, kjer je korupcija med najbolj razmahnjenimi v svetu. Temu moramo narediti konec. In to je prva točka novega notranjega ministra. Kako izkoreniniti korupcijo iz Slovenije. Pa če se ta začne na vrhu pri politiki, bomo začeli pri politiki. Popolnoma vseeno je, kdo je tisti, ki se s tem ne strinja in koga moti novi notranji minister. To je dokazal s tem, ko je zapustil dvorano. Verjetno že vedo, zakaj. Danes potekajo priprave na to, da bomo korupciji rekli ne, dovolj je. Če bo za to potrebna sprememba tudi kazenske zakonodaje in sodne reforme, bomo pač to izpeljali. Veseli me, da je danes klop v celoti prazna, da ne bo nesporazumov, kdo pripada komu in kdo je neodvisen in kdo se boji korupcije oziroma preiskovanja korupcije. Mislim, da je ta odgovor najboljši pokazatelj, za kako se in zakaj novega ministra bojijo nekateri. In pravijo, naj se ga kar bojijo. Druga točka, migrantska politika. Razmere v svetu se popolnoma spreminjajo. Evropska unija in države članice so na preteklem zasedanju sprejele pomembno odločitev. Odločitev, da se migracij ne upravlja več samostojno v državnih članicah, ampak da je edina možna rešitev skupna. Da moramo tisti, ki smo na sprejemu migrantov in prebežnikov, in tisti, ki so njihova končna destinacija, delovati skupaj, ker samo skupaj lahko najdemo rešitev. Jasno je, da ograja na slovensko-hrvaški meji postaja anahronizem in seveda bomo nadaljevali z njenim umikom. Jasno pa je tudi, da od vstopa Hrvaške v Schengen moramo pojačati nadzor nad zunanjo schengensko mejo in Slovenija bo aktivno sodelovala tudi pri tem, kako pomagati sosednji Hrvaški, da bo nadzor nad njeno schengensko mejo bolj učinkovit. In tretja točka, depolitizacija policije. Če kaj ta minister ve, natančno ve, da je minister biti politična funkcija. In natančno se zaveda razmejitve med policijo in generalnim direktoratom in ministrom. In verjamem, da nesporazumi, ki smo jim bili priča v preteklem letu na tej relaciji, so stvar preteklosti, ker se Boštjan Poklukar zaveda, da je on politični funkcionar. In zaveda se, kje so meje, ki jih ne sme prestopiti v relaciji do policije. Policijo bomo ne samo depolitizirali, ampak tudi profesionalizirali. Pripravili bomo sistem kariernega napredovanja in sredstva za to, da se policija dejansko in dokončno modernizira, so v proračunu za letošnje leto in prihodnje leto zagotovljena. Boštjan Poklukar pa je tisti, ki bo to modernizacijo tudi izpeljal. Hvala.